zdaj pa gledaš sprednji del Octavie. Starodobnikom še nisem tako letel, noro. A ti povem, kateri je daleč najbolj prodajan karavan v celi Evropi? Vidiš, kaj piše tukaj gor? Škoda Octavia. Škoda je aktualno Octavio predstavila, kdaj že? 2019, 2021 je pa osvojila naziv slovenski avto leta. Zdajle sem pa na Dunaju, ker se bom usedel v Škodo Octavio, ki jo je Škoda prenovila. Evo, poglej, takole v vrsto so jih parkirali. Daj naredimo najprej kakšen kilometer. Kaj vozva, dizel ali benzin? Benzin. Kateri motor? 1.5 TSI. Koliko ima to konj? Čakaj, da probam. 180? Pospešek do 100. 9,5. 8,5. Prtljažnik? 640. 640, kaj pa limuzina? 570. 600. Kaj? Pa še zadnja, koliko je vin številka tega avta? A ne delate vi na televiziji? Ja, megona, me. Z Anžetom so videli oddaleč nekaj lepega, rdečega, praktično sred polja parkiranega, pa so rekli, se moramo ustaviti. Fiat Dino 2400, pri Bertoneju so ga zrisali. Tako, en hiter, lep, lahkoten, old school italijanski intermezzo. Ok, zdaj pa naprej, ne? Smo rekli, da je Octavia na jedilniku. Iz Avstrije na Češko. Anže, vidiš, se pripravlja, da si postavil štender, da se prštima, da začne snemati za oddajo. Ok, zdaj pa gledaš sprednji del Octavie. Svetlobni podpis je tista stvar, ki jo boš opazil najprej. Ampak, če se poglobimo, poglej, tudi oblika žarometa je drugače speljana, kot je bila. Tale linija je, kot sem že poudaril, drugačna. V tem primeru, poglej, kaj piše. Škoda Crystal Lighting. Gre pravzaprav za čist nove matrične LED žaromete. Pa mogoče še en zanimiv podatek, takšni žarometi bodo na RS-ki serijski. Drugače pa niso novi samo žarometi, tudi maska je mečken drugače oblikovana. Pri RS-ki seveda tale rob ni kromast, ampak je temen, črn. Drugače je zapeljan tudi tale del, predvsem pa tudi, ko se temu reče, satov je oblikovano drugače. In skladno z vsemi osvežitvami je seveda drugačna, nova, prenovljena. Tudi tale grafika znotraj zadnjih luči. Zakaj se? Zato, ker nisem prižgal. Ko pridemo do mer, Octavia ostaja identična predhodnici. Zdaj govorimo o avtu dolgem 4,7 metra. Prtljažnik, vidiš, sta se potrudila nafilati. Zdaj bom pa jaz tole malo umaknil. In tukaj spodaj pod tem pokrivalom prtljažnega prostora najdemo še tole, poglej. Poglej, takole ga lepo odrolaš, pa na vogalih ven potegneš hakelčke, še na drugi strani. In potem to takole zahaklaš, čakaj samo malo na eni, pa na drugi strani. In tudi semle noter lahko odložiš predmete težke do, poglej, se piše tukaj na vogalu, 3 kg. Mimogrede, vse stvari, ki se urejajo pa prilagajajo pri prtljažniku, se da delati praktično z eno roko. Škoda, nisem simply clever, ne? Je tudi simply easy. Ja, za bazdika zapiha, ja. Pa če še malo odmaknem tole kramo, le bom odložil svoj nahrbtnik. Poglej tole palco, s katero lahko malo razmejiš tovor, v tem primeru na ene kovčke, da se ne slajdata levo, desno oziroma naprej pa nazaj. To sem že pokazal pri Passatu in pri Superbu, namestitev je otrošče lahka, nisem pokazal pa enega detajla. To so pa v primeru Octavie tele plastična držala, ki jih spet lahko namestiš na različne dele tele palce. Evo, takole odhaklaš, zahaklaš nazaj in lahko omejiš drsenje določenih delov prtljage. Veš, tukaj na spodnji strani je tudi tale velcro, kako se reče, ne maček, ampak Anže, kva je že ta stvar, ki zagrab mucek, ne, kva je že, a veš uno, ki za superge tudi, da lahko, če nimaš šnernic, imaš na kva superge, no? A veš uni hakelčki, ki se na material dajo? Ne kaveljčki, to, ki naredi, ki stran potegneš. Ja, maček. A je maček? Hočem reči, da kamorkoli ti tole nastaviš in zahaklaš, se potem tukaj spodaj ne bo premaknil, ker je tukaj spodaj. Mjav. Ok, dajmo reči, da smo s prtljažnikom zaključili. Zdaj se bom jaz malo umaknil, da Anže posname svoj uvod, pa ti bom povedal še nekaj drugega. Prav. Jaz sem pokazal, zakaj smrdi. Zakaj so vstupu nebezpeči urazu. A vidiš, minus so parkirala tamle, ker Anže zdaj snema uvod za volan. Tukaj zraven je pa give or take 300 ton gnoja. Zato smrdi, kak veter v to smer pihne, je pa malo čudno. Ok, zdaj pa razmišljam, če so kakšne stvari, ki ti jih lahko opišem, brez da rabim zraven avtomobila stati. Mogoče tale podatek. Lej, ne bomo šli čez vse motorje, ponudba ostaja zelo podobna prejšnji. Imamo RS-ke, imamo bencinarje, imamo dizle, mimogrede z 1.5 TSI bencinarjem so se midva pripeljala, 150 konjev. Izbire na področju motorjev je še vedno zelo veliki. Pa mogoče zanimivo še to, da je Octavia opcijsko lahko na voljo tudi z blago hibridno tehnologijo. Aha, da pa Anže malo trenira še, veš,
Anže je zdaj nekaj zanimivega povedal, kar sem jaz čist pozabil. Ne? Imaš običajno Octavio, to je tale. Pa se pa lahko odločiš za malo športnega feelinga, kar pomeni, da moraš zbrati sportline, centimeter pa pol bližje tlom in se seveda malo drugače tudi peljati. V bistvu iz prve vrste gledam volan še prednje na televiziji, a ni to kul model. A DCC moraš pa ekstra doplačati, ne? A ga ima RS-ka serijsko, a vemo? Ne vem, ok. Gre seveda za variabilno blaženje glede na podlago pa na razpoloženje voznika. Najbrž tudi. Ok, zdaj pa čas, da ti pokažem kokpit, kaj je drugače, predvsem pa, kateri so tisti simple, clever dodatki, ki jih prej ni bilo, zdaj pa so. Jaz pa pojdem tja na Češko, na en dober mrzupel, ampak najprej pa posnamem tole Škodo hudo zver. Ampak neki stikali v bistvu vsaj na tem delu. Že prav, da mu ni všeč, da ni dovolj fizičnih stikal, ampak nekaj jih pa je. Govori o kokpitu, o sedenju, o zaslonih in tako naprej. Zdaj bom pa kmalu jaz na vrst, pa enega fazana vidim. Ni ga več, šel je stran. Ena žval je kle. A je to fazan? Fazan je. Fazan? Ali pa ni? Nič ni rekel. Ok, že je zrihtel kokpit, zdaj je čas, da ti ga pokažem še jaz, ma itak bilo bože se zadnji usedem, ampak dobro, vse, dajmo pogledati z vozniškega zornega kota. Torej, volan že poznamo, dva kraka, na to smo se že navadili. Kaj je novo? Novo, mogo reči, ne? Zaslon. V osnovi je 10, po novem pa lahko tudi 13 palčen, v bistvu razmeroma velika zadeva, ampak predvsej dobro integrirana v armaturno ploščo. Vem, da vam te stvari pogosto niso všeč, da bi radi imeli, da to nič ne štrli, ampak tako je, mene ne moti, tudi zgleda v redu. Tako kot Anže, tudi jaz pogrešam več fizičnih stikal, recimo za nastavljati klimo. To moraš pa porihtati tukaj na zaslonu, te tipke so razmeroma majhne, moraš biti kar natančen. Materiali, Anže pravi, da je nepar novitet tukaj noter, recimo tale. Samo zmotam, da bi lahko je sludati. Pazi fazane. Ful hecna izkušnja, ampak v celoti pozitivna. Zato, ker takole potrkaš, ni nekakovosten zvok, feeling imaš, da je trdo, ampak pa takole pošlataš, je pa tak mehak, zanimiv feeling. Skratka, nekaj, kar na pogled in po feelingu, to je moje mnenje, lahko da se ne boste strinjali, obogati izkušnjo tega kokpita. Drugač pa. Sedeži ne vem, če vseh, ampak lahko so odeti v materiale iz recikliranih materialov. Materiali iz recikliranih materialov. Drugač pa, kar se same ergonomije, položaja sedenja tiče, mislim, tukaj noter se človek zelo hitro namesti, to ni nekaj novega in tukaj se ne bomo ustavljali predolg časa. Tole stikalo tudi že poznamo, to se pravi drive, reverse, pa neutral, pa P. Zdaj pa preden ti pokažem tiste simple, clever dodatke, ki se mi zdijo res posrečeni, pohvaliti je treba, mislim, dajmo se razumeti, ne? O asistenčnih sistemih bi jaz zdaj lahko govoril pol ure, ampak zdi se mi pa zelo dobro, da so optimizirali, nadgradili, izboljšali sistem, ki nadzira voznikovo utrujenost in takšno stvar je samo za pohvaliti. Ok, zdaj pa tisti simple, clever dodatki, ki bi ti jih rad pokazal. Zdaj bom pokazal tiste na zadnjem grebenu. Aha, pa še tole si odprl, the best. Anže mi je že vse pripravil, to se pravi, tole je naslon za roko v drugi vrsti in običajno, ki si ga odprl, si imel tukaj cup holder, zdaj pa tle še eno tako držalo, v katerega namestiš dodatno držalo, ki pa gor napopaš telefon. A sem prav povedal? Ha, se to je to. Lej, stari. Lej, v praksi to zgleda takole in to je tudi že nameščeno tukaj na zadnji del sprednjega sovoznikovega sedeža, vidiš? In zdaj mislim, da mora biti to precej simple, takole vam potegneš in takale odprtina je tudi tukaj, ne? To je pa seveda kompatibilno tudi s to pozicijo, pazi zdaj. In potem si seveda položaj prilagodiš glede na svoje preference. Evo. A ga lahko tudi postran daš? Loh, stari, evo ti ga na, bojo mulčki malo pogledali, ne? Pa jaz tole pospravil, zato ker, poglej, kaj je tukaj. Tega dodatka pred prenovo tukaj ni bilo. Poglej, takole izgleda neko dodatno priročno odlagališče. A se da to stran? Najbrž se da, evo ti ga na. Evo, seveda ga pa lahko tudi odstraniš, če se ti zdi, da ga nanucaš, ali pa da bi rabil tale prostor za kaj drugega, recimo. Še na hitrico še vrata odprl, zato ti pokažem tale droben košek za smeti, to sicer že poznamo, ne? Plus, pri sovoznikovih vratih prej tega ni bilo, še tukaj odprtina z marelo. A je noter, a se vidi, a je, a moram pogledati.
Kradajo! Ajde, pa da ne bo kakšnih zamer, ti armaturko, kakšen detajlček, poglej, pa kokpit pokažem še s strani sovoznika. O ostalih osnovnih stvarih ne mislim zgubljati besed, se mi zdi, da Octavio v grobem itak že dobro poznate. Zdaj je pa cajt, da pičimo na našo zadnjo lokacijo, ker tam nas pa, ko so rekli pri Škodi, čaka en prav poseben avto. Jaz upam, da je to, kar jaz mislim, da je, ker, veš, niso povedali točno kaj. Jaz imam pa zdaj 10 minut lufta, pa sem rekel, da grem en džir tle po hosti. Ujebenti, sem mislil, kača je pa slepec. Kaj je modelček? Kako si, si v redu? Vsi tisti, ki ste gor živeli na deželi, tako kot jaz, ne? A ste vi tudi hodili po opazovalnicah? Zaklenjena model, da neki. Koliko hudo je. Stari, Škoda did it again. Poglej, kaj so pripeljali. Ne eno, ampak 2 Škodi Octavii. Vožna s karavansko prvo generacijo Škode Octavije, tale konkretno letnik 68, začeli so jo delati 59. Imajo ta šmek za lastne korenine in za vse nas, ki zelo cenimo tudi takšno tradicijo, pa takšen dodatek prvi vožnji enega sodobnega avtomobila, zaradi katerega je vse skupaj še malo lepši. Predvsem pa, veš, imeti kontekst za vse, za zgodovino znamke je precej pomemben. Ne samo danes, ko snemam vlog, pa probam razumeti nov avto, tudi na splošno. Tudi na tak način lahko avtomobilska znamka pripomore k neki splošni izobrazbi enega novinarja, ki potem to nese s sabo. In Škoda je ena tistih znamk, ki to zares dobro razume. Pametval ne bom, ker v resnici o teh dveh avtomobilih ne vem veliko. Vem pa to, da je tale malo plemenitena z boljšimi zavorami, druga mašina 1.5, baje kar leti. Človek se kar malo ustavi, pa malo začne gruntati, tako je bilo čas, pa kaj vse je drugače, ne pa nujno tudi boljše, ker ti avtomobili so, imajo neki, ne, tega nihče ne more zanikati. Ziemlich schnell, a? Starodobnikom še nisem tako letel, noro. Ja, 1,5.